Jaz sem Julka Zelnik, rojena Rožmanec, doma v Mlinu pri Zisk, rojena 12.11.42. Smo bili 3 otroci. Oče je 37 leta kupil mlin, je bil Mihcev z Ljubgojne, mama pa Nagadetova s Podonce. No in en star mlin, pa je prvi urejal. Preživljali smo se pa tako, niti za eno kravo ni bilo svojega sveta, to smo vse v najem imeli. In on je pa hodil po hribih, po Šentjoštu, Botanjeva, Suhdol, Planina, in je puter, pa maslo, pa smetana, pa jajca, pa take stvari s kolesom, pa je pa dovažal v Ljubljano. S tem smo se preživljali, poznal je dosti izobraženih ljudi, no, in mama je pa se mlin upravljala. No, pa je pa ta starejši sin je bil 2 meseca v Podolnici, pri Nagadet, pri mamnih starših. In pa je pa, ata je šel, je pa rekel, jaz zdaj grem v Podolnice, je pa Mici bila stara sestra moja 10 mesecev, jo s sabo vzamem. Je rekel, mama mu je pa še rekla, dej na druga srajca obolec, imaš pod pas ga strga. Je rekel, se jutra tak sobota, gremo pa našem v Roh, to se pravi tle gor prek Samatorc, pes kopačne, je to zadnje nazaj naredili. Se nazadnje so res to zadnje nazaj naredili, po 8 letih. No, je rekel, jaz grem po Podolnicah, kjer na nivo pred kupu dol, in je šel fežu prvo odprav, tega pa doma daj. S tem besedami je odšel. Pa pripelje Pražnikova Ivanka iz Atlanca, vožičk po 2 otroka. Mama je bila rik pod Malnom, je prav, kaj pa tu si se dej iz Malna vzela, da bi že spet v Maln pripeljala. Ne prav, Italijani pobirajo vse po cestah, pa po hišah, pa po polju in se vaš gata vzeli, vožičk pa otroke pa pustili. Pa fižova, No, pa si mama mislila, idela si se tudi naš gata, pa Janeza, ki je bil tle prekašic pa poročen. On se je srečno vrnil, oče pa lik tam vsel in isto nič dobivali za njim kot mi. Tu smo bili 2 družine, ki nismo dobivali, kot drug so vse dobivali. No, čez 2 meseca sem se jaz trudila, in ata se odpila najprej na Rab, iz Raba v Renici, v Italijo, ki je Italija kapitulirala, pa v Nemčijo, pa v Flossenburg. Tam je pa v kamnolomu delal, je bil pa ranjen, je bil pa v bolnici in mu je zdravnik prepisal hrano, seveda on je ni dobil. Mama mu je pakete pošiljala, šikalo gospod Šuštršič, Franc, je delal, ki je znal nemšk in slove pisal, No in nobenega paketa ni dobil. Vse pakete mu je pokradil, polžnaril. Pa je prišel pisem nazaj. Mama je pa nesla župniku, pa nekaj napisan. Župnik je ga to v nas znal, pa ni hotel povedati, da tle ni uradno prišel, da je umrtel. No, pa se povrača in prideta Šteficova 2 zvrdenca, pa so bili partizanska. Pa prav, veš, Mici, Andrej bi lik tak prišel domov kot mi 2, oče in sin sta prišla. Ampak polžnar mu je vse pakete pokradil, ker sem jih poslala. In vse hrana, ker mu je doktor to, da je zalakati umrl, prav pa še mrtev ni bil, napužil, ga je zadrhnil za na taka dolga brisla, pa ga je vlekel v krematorij. V redu. No, po tistem, ne vem koliko časa je bila, pride pa sam polžnar nam. Pa prav, je takole nad kamrami pa visela slika Jegličeva poroka Slovencem. Pa so naslikani v 6 krajih in posod so bile verzije. Živimo v velikih časih, naš čas je velik, dela veliko hudobje, pa vse tak naprej. Satan ima tudi svoje fronto in ta fronta bodimo mi možje in fantje. Prav tale slika pa predvsem takoj dol vzem. Je pa rekla, ja nisem gor dala, pa tudi dole nam vzela, tis ne pride, ki je gor dal. A ta je pa obesil, Pa prav, ne boš nič vprašala, kako je Andrej umrl, jaz sem bil zraven. Je pa rekla mama, ti si tista baraba, ki si ga spravil. Pa predvsem, kdo je povedal, pa ni tla nič reči, je ugonil predvsem.
prav bom šel tošt, ampak ni šel tošt. Ja, nisem mogel vsem pomagati. Je pa dela mama, kdo te pa prosil, da mu pomagaj. Tisto, kar sem jaz poslala, suhe hruške, pa krhle, pa orehe, pa prepečenc, bi preživel. Plus tega, kar je imel v bolnici in še tu, so vse ti povedali so pa iz Zaklanca, pa vse ti domačini, ki so bili tam, kako je kradu. No, seveda, pa nesreče, ena za druga so se vrstile. Na hiše pride, tu se kar skrb drži. No, pa prav, in enkrat je, zvečera je bila ura 11 po noč. Eden trkrat, en moški se je oglasil, koliko jih je bilo, ne vem, da ne vrata pride odprt. Verjetno se je takrat mislil biti. In ona se spomni, kako je Jurc naročil, da je treba vse luč prižgati, nazadnje zunaj, ampak neko je odprt, pa šele. In je res tako naredila, je prišlo ven, je pa na vrh našega brega, ko se gozd začne, pa eden v strelu. Tisno so začeli pa z tega kriče, luparjeva pa Italijani streljati. In tako so ga pregnali. Je bilo pa še tak, bi rekel, da je pri nas gor za ta mlada, od nje staroče, je gor pri sosedu bil. Pa je rekel, da je pa Andrej umrl v Trnaci, pa tu po unu. On je pa rekel, ta prav ga sa, če ga ne bi tam, ga bi pa mitle. On je pa direkt od une hiše prišel mam povedati. Mama je v vrt vodila, je hodil končan Janez, pa drač bil dober šel. Je prikrivati vse tiste knjige, ki jih je mogla voditi po vse tu. In pa pride doktor Šavnik, oče se je že predpoznal z njim, mama pa ženo tudi že pred vojno. Joj, prav na obiska na nedelje. Tale punčka je pa hudo bolna, predvsej zapičila oči vanja. Mama pa prav, moja sestra, mama pa prav, ja nič ne jesen kruh še mal je, jaz ne vem, kaj je. Prav, tudi ta je bolna, ampak ta ne toliko. Tale pa kar naprav, te bom kar jaz zdaj vzel. On je bil pa prej v Ameriki na zdravljenju, ki je bil gluh. On zrače je bil on zdravnik za porode, pa ženske bolezen, pa je bil pa za raka. In on njemu zahvala, da smo medve ostale pri življenju. Sestra bila skoraj pol leto v bolnici. Bila čist odpisana. In je on iz Amerike dobival penicilin, ko se pa še ni dobil, da naj je pozdravil. In vse bolnice, moram tu povedati, vse bolnice, kar smo po bolnicah hodili, je morala mama plačevati, ker je tu zastonila bolnica. Sicer ji zdravnik založil, pa je pa njemu počas odplačevala. Pa dva mihcev so šli že v svoje, se so ostale sem, misli se predporočila, vrh Kobal, Julka pa mama. Vse ostale mama so čez pol leta umrli, seveda, toliko so se sekirali, toliko sinov, nazadnje pa tu jih prišel v hiša. No, in je pa mama, Jože brat, je peljal sestro Mici na Vrhnikah Zoborju, jaz sem v šoli. Mama je pa Jermena mazala smolo, pod Malnom. Šlo je pa na vodo, pa na elektriko. In je mlin prijel, Jermena so je prijela, ta leva roka. Čeprav je bila mehne postave pa drobne, ampak je bila toliko primoč, da se je toliko stignila, da je kamen stisnila, da je Jermena dol vrhela. Ampak seveda roka je bila sužgana, čista. Da je pa rekla, če grem do tega soseda za hišo gor, sta sem dva za nam še, da iskaj padem, kdo me bo dobil. Tukaj bo je pa en Balkov, ali Turnšk, ali Žaharjev na njiv, če iskaj padem in je dole letela. Dole pa že iskaj padla, pa je pa Žaharjev, Franck, pred Srinka odšipnil, pa na voz, pa na Vrhnika. 12krat je šla peš na Vrhnika, ki se ni znala, edina v družin, ki se ni znala s kolesom pele, ki je bila najstarejša. No, in čez tu se je vse hud misel zarasel. Pa je bila pa na obisku Suhodolceva gospa, to je njen mož, je bil arhitekt, je bil Plečnikov sodelavc, pa najboljš prijatelj. In ta gospa je prišla, posle se je takole tresla, joj, prav Mici, ti si zastrupljena. Imela je pa brata Havlineta, tega. Prav še dan zunaj jaz z njim govorila in pred telegram pošlje takoj pripelje dol. Če čuti roke ali pa ne. Daj pa dol svetli roko odrezati, mama ni pustila.
Pa se je pa roka takole prešila, da vam povem, takole. Je bila prešita roka in dotle je bila v gipsu, pa da tle dol. In pa je v hiši ležala, seveda brat je mogel iz šole izstopiti, 12 let je bil star. In vse smo bili upisani. Pa vse zvagan, da ne vem, a je bil Turušk, a je bil Kovačev žakelj, prav en velik, ko ga nismo, mi trije otroci smo ga na vago spraviti. Seveda, pri nas so bile kontrole kar naprej. Nekje drugje, pri nas pa kar naprej, ne. No, in pride in ni bil zvagan za to. Celo bajto so premetali, pa če imamo kaj skrit pa vse. Tudi drugač, ko so bili še mihco tle, so prišli preiskavo delati, da imamo bunker, ne. Mama ni šla zraven, si je mislila, ne. Napravo so Julko zašli še, ko je bila 16 let stara, pa so Mici, sestra od Julke, ne, moje teto zaslišali. Pa so mamo, staro mamo, pa stara mama dol preti, prav Mici, brž pejt gor, čisto vse, če je od Andreja pobrat. Je šla gor, je bila to huda, mama je bila mejne postave, ampak če je bila huda, je bila pa huda. Ono nas je sem pogledala, pa smo vedeli, koliko je ura. Je to hudala obliza, da je v odletu. Je pa rekla, to je od Andreja, pa ne boste vzeli. Pa tu. Pa je videl pa Petrčko Husljač, če pa Andreja ne bo, kabel, pa en kolo, se misli. To je bilo po vojni. Po vojni je to že bilo, ja. Ja. No, in se pa preiskave dela, pa so pa seveda, fantje so imeli slike od svojih prijateljev, se je, eden je bil 20, eden 25 let star, pa so govorili, tega smo že, tega imaš še, pa tako naprej. Imam se predsumljiv zdela, ne. Pa so pobrali, kar je bilo obleke, to so vse pobrali, ne. A ta je pa dosti na obleko dal. Da je tudi takem nosu, Lukičevem, ki so imeli to delali, pa prodajali, ne. Pa so ga pa pregovarjali, pa dosti teh slik na božnih je on kupil, z tih odgijevanja, take dolge slike, ne. No, slike niso pobrali, ki marajo za tist. No in, ko je bila ona na operaciji, to moram povedati, jo nisem mogla zbuditi, imela toliko trdno srce, če nam imela ona toliko trdno srce, da je bi že takrat ubil pod manjno. Da je rekel, Havlina, jaz nisem videl drugega kot truho na mis, pa 3 nepreskrbljene otroke. Pa nbenega gnala, pa nbene stvari. Je toliko pa obraz, pa polijo zmrzlo vodo, da je oživil. Pa je imela še 2 operacije, svedi se ima roko stran vzeli, pa še po nekaj popravljali, ampak nikoli niso več narkoze dali, zmeraj lokalno, ker se niso upali, ne. No, bolnico je mogla samo vse plačati, ne, to se ve. No, pa pride, ko smo imeli ta kontrolo, ker je bil ti en žakelj zvahan, vse ostalo je bilo zvahano, pa vse opisano. Je dobila ne vem koliko kazen, tokle zapora, tokle pa denarja, ali pa vse v denarju plačati. Takrat sosed Žahar je prinesel tist papir gor, tle je bil krajino Radke prosvetni dom, je šla dol, pa prav, sti bile pa 2 domačinke, sicer sestrične med sabo, ampak brez šol, v krajinom uradu, a ne. So pa rekle, plače češ, če ne se pa zaprt pet. Pride tam le na prah, pride Farovška Ančka, to je bila od organista žena, prav, je mi cel že po konc, je prav, sem mogla, sem je tule, prav, tokle imam kazen za plače, pa tokle zapora, kje nek naredil in tis, kjer ga ima, ga mi dal na bo, posodu, kjer ga pa nima, ga mi pa dati ne more. Kjer ga mi bi dal, ga nima, kjer ga pa ga mi pa dal na bo. Prav, če bo svije imela prešičke, posreč, pa krava telička, da jim prodala, da jim povrnila. Jo je rekla, jaz nimam nič, mož Lojs tudi nič, Mici, ki je bila kuharca, tudi ne, edin župnik pa je bil nas tam to, gdje je posodil. In je plačala, pa čez en mesec, pa spet pride sosed, pa piše gor, da se mora ob 4 popolnjena policiji na vrhnki avt. Ja, za koga? Takle je pa Miškov. Ne vem, cela pot je premišljevala, ko so rekli, čez Tito, pa čez državo ne smeš nič reči. A ne, se nisem več žala. Ki je bil tak strah, ki je vedela, da jo bojo ubili, ne. Pohrek je, pridek je, 52 leta, ki je bil najhujš zima. Mi pa s 3 otroci sami doma.
da bi bili vse 4, da bi 2 šla mam prot, 2 pa ostala doma, ker te je bilo strah, a ne. Pride tam in uklenejo tista, ki je imela tako roko, takole, pa takle hlebec, a ne. Sicer pa za te 3 palce jo je pa čez par let pa mašina za ričet prijela, da je imela celo roko pokvarjeno, invalid. In jo bi sicer gor. Pa prav povejte za koga, jaz sem doma 3 nepreskrbljene otroke. Takle v kotu je pa gospod sedel starejš z očalom, velikne postave, in pa rekel je, če ženska zahteva, morate ja povedati. Imela je pa zmeraj navada, ko je hodila za obrt v Ljubljano, eno taško, ki je ta kupil. In tisto taško, če je šlo v Ljubljano, ali zaradi obrta, v doktor izmer tisto taško sabo vzela. Ono prav, dajte mi v roke lisice dol, da bom jaz to taško pogledala. Ne, to so zabavljali čežno, ne. Se je spet iz gospod začel krije. Je dejte, kam bom pošla, pa vidite, da ni zločinka, invalid, pa to polno. Pa se je pa le, podpre taška in kaj, not je bil pa potrdil, da ne plačala. Ki mi je že predjala, jaz sem plačala, pa še dej nisem dolga poravnala, niti pa je kdo ji pa sodil. Prav, če bo po sreču imela svija prešičke, krava pa telička, da bom vse tisto prodala, da bom vrnila. A ne. No, pa še nisem verjela. Takrat je pa na glas rekla, kadar je največja sila, je tudi Božja roka najbolj mila. Ne, neč. Pa spet se gospod, prav, a nimate telefon, pokličite na Horjuj. Če je potrdil, je dokaz, da je plačala. Pa so pa lep poklicali na Horjuj, a ne, in je bilo plačano in niso dali naprej. A je bilo pol mir po tistem, ali so še kdaj? Kar naprej kontrole. Kar Kdo naprej. pa je izvajal kontrolo? Ja, domačini. Domačini. Sami domačini. Veste, kaj me zanima? A ste se doma z mamo pogovarjali od očeta kaj? O, dost. Je mama povedala in tako ste otroci bili... Ja, jaz sem bila stara, 3 leta, smo jabolka tresli tam na vrt, da na Žaharjem je bilo, pa to je bilo predvojaška, ne. In sem se jaz to bala, to sem je tak strah, da sem se med žaklje not pa med jabolk skrila. Iskali, klicali me, vse, ono, pa zakaj sem to naredila, zato da me novem bilku Safranska pa Janeza. V glavnem, Jože je mogel lih tak 2 let vojska služiti, ko je bilo rečen, ker je sam mega moškega ni prekiš delnic. Brat? Ja, je mogel služiti vojska. Se je šel učiti, misar, mama vprašala, bi rad bil misar. In obljubil, da ga bo vzel, pa ga ni vzel. Čez 2 leti je prišel sam misar povedati, prav, da nož bila huda, pa ne mi zameriti, zakaj ga nisem vzel. Sosed, ta in ta je prišel, da ga nikar ne vzem, ker ga ne bo dala začeti, kdo pa da ima delo. Sem to, da se v navadu, pa ga bo vzela. Pa se je izučil za misarja pri Ladetu Oblakovem, a ne. Pa je naredil prošnjo za Iskro in mogel reševati, in je rekel mu, vse pravilno si rešil. Sem kave pa da ne drug povedal. Ko je šel skozi vrata, je drugega srečal, Logar Jakata, nikoli ni dobil. Skozi v avtomontaži delal. A ja, kako je bilo v šoli? Se drač, imam tam vse to pisal. V šoli Trtnikova, moram reči, so me 3-4 učiteljice, ki so bile partizanske, učile, nikdar nobena žal besede dela. A ona videti nas ni mogla. Sestra se je bila zelo nadarjena, pri njej ni bila, a ne, zmeraj odlično v šoli. In takrat, ko so bile obe v bolnicah za pljuče, je rekla, da bo ona vse naknadila, da nas bo učila po urah. Niti enkrat nas ni učila. Sestra je napisala neredovana zaradi bolezni, meni pa še tudi nesem cveke dala. Mama je samo enkrat v svojem življenju šla na roditeljski sestank, to pa zato, soseda si šle skupaj. Za našo ni imela kaj reči. Za sosedo je pa sem to govorila, ja, ki ima toliko lepe oči, ja, ki me toliko lepo gleda, se že ne moram drugače. Pa rekla mama, da ima pa da je hodili zaradi lepih oči na sestanke, ni šlo več. In skozi so nam poli nametali pod noge. Ti smrdi, če poveste, kako je bilo takrat v Zaklanc? A ja, to pa še nisem, ja. To je bilo pa, so tam jih pobili,
Tu se pravi, kdo domačine so pobili? Ja, Dolinarjeve, Tako? pa Fejtihotovna, pa ne vem, kako se je pisala, pa so se ne vem, kako so se Hrabenčikova pisala. Kovačeva, pa Hrabenčikova, ker Hrabenčikova so višji gor pobili, posebej. Pa promatrali so jo. Zakaj ne bi jih? Ja, kdo pa ve, zakaj? Kdo pa ve. Mama je rekla, da sta šla Janez pa France, ki sta bila pri domovrancih, da so tudi pobrali vse, še flike so vse stresali. Šibele so razmetali. Doriš je bilo vse krvavo, ko so živina pobivali, odpeljali. Da je bilo za zjokati. In tu so jih domačini. Ja, kdo pa drug, kdo pa drug. Pa je pa, no, zjutraj, pa sem pa jaz, takrat, ko je mama bila na parah, je pa prišel, po tega, ko je prišel povedati na kadet, moja teta je rekla, ja, Peter, vam se moramo zahvaliti, če ne bi bili mi vse pobiti. Je pa rekel, ja, je rekel, moj oče je pa nanesel kožo na prodaj, nikdy njega nisem, sem dokazati nisem mogel. Je pa soseda prišla k njemu v štala, njihovem tem očetu, ne? Pa je rekla, veš, kaj se je naredil, prav se bi še več šel po domc, pri nahadetih bi tudi ta noč vse pobil, in bo je pa ta noč, jim je cajto zmanjkal. On je pa rekel, da jih nam je mu navesti, šel pa povedati, tako kot sem rekla, je pa Peter, ki je bil tukaj v šoli, pri domobrancih, so ga pošli povedati mu, je pa Jaka šel v Lojze, je pa rekel, če svoje poberem, nas bojo totalno vse pobil, nekaj njih, nekaj svojih. Ampak ubit ni bil noben ranjen, pa eden. Pri Svetem Urhu je bil rajen partizan zleda, ki on so pa mesec dedi iz lesnega brdasa z rupe tolkli nazaj odbivali. Pa so pa svedek nam nisem mogli, ker je Karina pogreje, bila končana vehana pri nas, pa v Semihcu, bila polna hiše. Znaš, kaj je v manj prostora, ker je na vrh, ki je oče zdelal. Ja, tako ne smo se priželi. Pa smo nabirali borovnice, kimel, jurčke, gobe, vse mogoče stvari. Ločili smo se v šoli, od vseh. Mama kiklo sem imela, je bila lukna narica, vrni se je imela od spred, izslačuje copate, izslačuje cekar, a ne vse tako. Trtnika, ona se je pa to zaničevala, ampak ne vse. Kjer so bile druge barve. V prvem razredu se pravi mi je dala cvek. V drugem, pa sem to sem zdela, ker me je še ona učila, v drugem je v najlepšem redu bila, me je druga učiteljica imela, v tretjem je pa tista učiteljica šla porodniška, me je spet ona, njih zaostala nisem, ampak slabše ocene. Pa naprej pa moram reči, niti ena tovarišica, ki je bila tudi iz partizanske družine doma, mi ni skrivila nosu. Niti ena ne. Pa to, da je v svojem življenju ne bom nikoli pozabila. Jaz sem prav šola, jaz sem se čist stresla. Kot se je Nova Brigita, to je bila moja sošolka, seveda je očeta sa partizani ubila, ne. Pa to kot rok. Da boste verjeli, z glavo ob tablo je butala. Ko bo otrok znal. Pa še tu, bil je dedek mraz. Mi nikdar v življenju nismo dobili za dedka mraza. Vse ostali so dobili, mi ne. Ko sem prišla domov, sem rekla, mama, vi lažete. Vse so dobili, sem jaz nisem nič dobila. Ne, mama, res je, ta v trnaciji umrla. In za karte. Edin za moko ne bi dobili, drugo bi pa vse. Smo bili zbaraj napisan dol. Je prišla dol, je bila črtana nikoli. Pa je v Tovršice ta Trtnikova. To je vedeti žekš z vrhnke. Kje so otroci zgubili očeta, pa koliko dobijo. Ni takoj, je pa tako nastopil, se še čist spomnim. Pa je pa rekla, ja, v trnaciji ja nič ne dobijo. Pa so pa to prav, pa je pa on prijemljal. Pa smo pa, se not piše, jaz sem zadnjič rekla 2 meseca ali koliko, ampak ne 2 let, nekaj malega dobivali. Tam pa tudi se piše tista vojna odškodnina, kot se je dal na malenke za otroke. No, in se pravim, toliko zaničuvali, da je bilo joj. Po katerem dogodku so pa ata odpeljali Italijani? Kaj se je pred tem zgodilo, da so jih pol pobirali? Ja, ne vem.
To so, ko so mislili, da bojo šli na Pohorajsko dolino, pa so je pa gor mahnili. In so vse, ni važno, kdo je bil, pa kaj je bil, to ne vem, kaj je bilo to. A tu so partizani izzivali, s čim so izzivali, recimo, so... Ja, Ljubkovna taka, da so požgali, so izzivali s strelom. 3 so bili. A ne. In kako se to po vojni dela. In ta Laparjev oče, je rekel, naš mam, ti pa je za cel graben se tle od pošte gore imenuje graben. Ono plačujejo davke. Drug toh nič davkov, ti pa jaz pa take davke. Ti pa še toh nič sveta. Pride pa ta Janez Prebil, ki je bil gostilničar, je rekel, Micija, veš, zakaj imaš ti toh davka? Sosed je čisto vse, tako je on bil doma, čisto vse živina na tvojimi prodaja, zapisuje. Da je dal 5 prašičev za zasilni zakon. Tu so nekaj zboleli. Je rekel, Julka, ne gre, jaz sem stara 15 let, se že spomnim, toliko sem šla na Ron, ampak Jože je bil pravojak, mogla sem jeti. Ne gre Pohnar, tle na krajevni urad. Vrk je pošta, ki je bil pa Matičar, tam gore je bila. Vse kmeti, cele fare, vse doven so bile vrste. Pridem, vrata podprte in me je Julka Matička sem pohledvala. Pridem pa do nje, pa prav pa kaj si pa ti prišla. Jaz sem rekla, po denar. Ja, pa kakšen denar? Ja, ko smo dali prašiče za zasilni zakon. Ja, pa ne vi. Jaz sem rekla, če so bile na naše ime, seveda jih mi nismo dali. Dan, tako me je v navadu. Se mora tudi na naše ime denar dvigniti. Ja, je začela, ljudje smejali, to krohotali, ko so videli, kako delajo. Se mora tudi naš denar, moramo mi dvigniti, a ne? Ja, sem mislila, da vam manj voz, ne, sem rekla. Nam pa on nič ne voz. Sem rekla, nam voz sem turunčk daje konje ali pa petrčkov. Sem te nam daje. Drug pa noben, sem rekla. Ali pa znoga detovom spodovce. Sem rekla, se ni čudno, če naša mama točne davke plačuje. Če drug na naše ime dajete, pa zapisujete. Pa ste dobili denar? Aki pa. Ja, nič. Ne, to se je delalo. To so grozne stvari. To ni... Ja, oče, ste slučajno od njega kakšen pisem dobili? Ja, sem imam pismo tle. Kaj je bil v internaciji? Ste imeli pismo njegova? Aha, ja, vse. Ki vseh pismov tudi dobila ni. A, ni dobila. Mama je pa njemu potem pisala, pa pakete pošiljala. Ja, tako je bilo. Pa tudi nas niso, ko so šli Horjujci, pred ne vem koliko letom, na izlet v Flossenburg, nas niso povabili v sabo. To se pravi, vi svojega očeta niste nikoli? Ne. Pa ne on mene, sem na slik. Na slik. Vi ste pa tudi pol na slik, kakšno sliko imate od očeta? Ja, slike. Pa ste se otroci pol pogovarjali kaj od njega? Ja, smo jih. Jože se ga je malo spomnil, Mici ne. In koliko časa po tistem ste dobili sporočilo, da je oče umrl? Maj meseca, uradno. 44. Ja. Umrl je pa? 31. januarja. 44. Aha. Ja. Mama je pa umrla 95. Ja. Aha. In niso tle dati invalidske. Aha. Ne, nič ne. Tukaj odgovarjajo, da se vam bo invalidska pravica po vašem pokojnem možu lahko priznala edino le v slučaju, če boste dokazali, da je vaš pokojni mož bil aktivist, ki je organizirano delal za vojaške cilje nov. To se pravi, samo če bi bil aktivist, bi bila mama upravičena. Ter da je bil poslan v internacijo prav zaradi izvrševanja aktivistične dolžnosti. Drugač pa, če si bil v internaciji, pa nisi bil enako vreden. To boste morali dokazati z verodostojnimi pričami in drugimi dokazili. O tem si pribavite tudi pismeno izjavo občinskega odbora Zveze borcev narodno-osvobodilne vojne Horjul. Če bo to dokazano, pa si boste morali pribaviti še izpiske iz rojstne matične knjige za otroke, izpisek iz mrliške matične knjige za moža ter potrdilo o nekaznovanju. Sporočite nam točne naslove vsaj 2 prič, ki bi mogle pričati o aktivističnem delu vašega moža.
To je bilo leta 54. To se pravi, oče ni imel nič od tega in avtomatično mama ni bila upravičena. In tukaj je potem tudi odgovor, sporočamo vam, da se z zaslišanjem od vas predlaganih prič Korenčan Viktorja in stanovnik Franca ni moglo ugotoviti invalidsko svojstvo po tem in tem členu za vašega pokojnega moža Andreja, za katerega se zlasti ni ugotovilo, da bi bil aretiran od okupatorja zaradi svoje pomoči, ki jo je nudil partizanom, kar bi bilo pogoj za priznanje invalidskih pravic. Zato boste morali predlagati še druge priče, ki bodo lahko potrdile, da je bila aretacija moža v vzročni zvezi z njegovim delom. Razen tega pa si pribavite od občinskega odbora Zveze borcev nov potrdilo oziroma izjavo o delu pokojnega moža in o njegovi aretaciji ter smrti. To se pravi spet odgovor, da ni nič. Za očeta pa veste, kje je pokopan? Ja, v Klosenburgu. Sestra šla in brat, pa žena sta šla, pa jaz, pa Andrej, da je sestra pilala gor. Ima svoj grob? Ne, ki pa. Kako pa to? Tu bi kubitla gor na Karina šel pa dol, po tabor. En krematorij še stoji. Ja. Pa muzej, na vrh je muzej, drugo so že vse podarili. No pa sem točno, kot je tale miza, betonske plošče, pa sem Jugoslavija piše. Pa Poljska, pa Češka, pa Italija. Je rekla, ko je prvič bilo, da je bilo to groza, zdaj pa še vse pa liste. Ampak moram pa reči, cirkusa pa že 45 leta nareden, tem je pa prav ganljiva. On na tleh ga bičajo, žena pa otroka naroči drži glavni oltar to. Ono pa na butar ali drva nese na ram. Prav ganljiv. Še nisem videla to ganljive cerkve kot tam. Račca pa zastave iz vseh evropskih držav, kjer so. In je ime od očeta zapisan? Nič. A ja, tu pa ni? Sem Jugoslavija. Za nobenega nikjer. To se pravi... V arhivu, ja, tam je videla. No, vse tako. To se pravi, v arhivu imajo? Ko je rekla, neverjeten to klet, pa to točen vse še. Ja, ampak, a vi ste takrat, od koga ste pošto dobili? Taborišča? Ja. Da je umrl, a ta? Ja. Sem pred pisem prišel, nazaj, ko ga mu je poslala, pa nekaj napisan, januarja. Ja. Ono se je sumljiv zen, pa še z mamo ste spali v kamar, stara mama je pri oknu, mama pa pri zidu, bila taka mehna kamera, pa ni otroci pri mama, ni pri mater, pa je trikrat na okon potrkal. Spomin. Pa predvsej imaš, pa mici, te pa obi ste bile mici, stara mama, njegova mama kot žena. Sumljiv zen, pa še kaj tisto prišel, pa je šel, pa je mi se pa uradno prišel. Koliko je bila mama vaša takrat stara? Ja, mama je stara okolo 30 let, 31. Tukaj je bila še mlada. Ja. Najstarejši Jože je bil pa koliko star? Ja, on je bil pa 4 leta star. 4 leta, Sestra Mici je bila. A najstarejša je bila sestra? Ne, Jože je bil najstarejši. Ko so ga vzeli, je bil star 3 leta, sestra 10 mesecev, jaz sem se pa rodila čez 2 meseca. No, pa je bil pa Jože 4 leta star, Mici, ko so še preko oblet sva rojene. Jaz 10 mesecev, pa po drugi let, tam še 2 letne. Pa vse bolnice plače, so bile zastonj. Ja, Horjulska občina bi lahko sem plačala, vse ste za take ni bilo nič. Če ti še zadetka mraza, ko so vse dobro, kakšne majčke ali pa kakšne darila, mi nismo dobili. Pa drugo otrocko so v internaciji umrli, so dobili, mi ne. Edin Jože enkrat dobil, ki mu je grošla učilica sama, ki nesa pa fanta, ki bi po domu Vrancih ubil. Se je toliko smilo, pa mu je sama kupila pa dala. A ja? Ja. Nič nismo dobili. Pa očeta sem imela rad v Šentjoščani, ki jim je zmeraj vse točno, ne pred dnem, ne za njem plačal. Dol v trgovin sem oni prinesel, ki je ta, kad so trgovina imel. In on je tam dobil in takoj plačal. In v Ljubljanku jim je nosil vsem tem, ta glavno, zmeraj vse se ga pohvalil. Pošten, da je bil.